Tvoj sanjski brand ni tako daleč, kot si mogoče misliš, in v tej epizodi ti pokažem, kako ga lahko v letu 2025 tudi uresničiš. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Mogoče se ti zdi, da je že eno leto naokoli, če si podobno kot jaz, potem sploh ne moreš verjeti, kako je to možno, da je spet eno leto naokoli. In če se počutiš, da si kot hrček na kolesu, ki zmeraj dela, ampak v enem letu v bistvu nisi prišel oziroma prišla do brenda, ki si ga želiš, potem verjetno imaš tudi tak občutek, da ne veš, kako naprej, da mogoče je malo občutek te obupanosti, ni več tiste iskrice, in tako naprej. In seveda nihče ne želi verjetno delati na tak način oziroma v takem vzdušju. Zdaj, pogosto, kaj se tukaj zgodi je, oziroma zakaj pride do tega, je, da si v bistvu svoj urnik napolnimo z nekimi nepomembnimi deli oziroma z nekimi opravili, ki nam ne prinašajo želenih rezultatov. In potem smo zmeraj zelo zaposleni, busy, ne pa v resnici produktivni oziroma v smeri, v kateri želimo iti. Ti dam en konkreten primer. Recimo, da si urnik zapolnimo z nekimi opravili, da moramo narediti še to, pa moramo napisati družabna omrežja, pa moramo napisati mail, ker ga pač moramo poslati, pa moramo napisati oglas. In če v resnici nam te dejavnosti ne pomagajo, da pridemo bližje do svojega cilja oziroma do pač željenega cilja, potem seveda si samo svoj urnik napolnimo z nekimi aktivnostmi, ki bodo nam vzele čas, ne bodo pa nam prinesle rezultatov. In seveda, kaj so posledice? Posledice so, da upade kreativnost, da imamo manj časa, da ne uživamo vsak dan v svojem delu, pa tudi ne samo v delu, tudi nasploh, v svojem življenju. Verjetno imamo tudi manjše prihodke, smo zmeraj busy, brez rezultatov. Če nam kdo reče, a si za to sodelovanje, tako je naš odziv ne, ali pa če se nam pojavi kakšna priložnost, takoj smo najprej ne, jaz nimam časa. In verjetno, če poslušaš, si tega mogoče v naslednjem letu ne želiš in si mogoče želiš biti podjetnik oziroma podjetnica, ki veliko daje in pa tudi veliko prejema, dela mogoče velike spremembe v samem svetu, je taka živahna, polna energije, je zmeraj za akcijo, in tako naprej, in ima tudi čas zase, za svoje projekte, osebno življenje in pa seveda poskrbi, da njegov biznis oziroma posel tudi nenehno raste in se razvija. In seveda, kje začnemo? Da pridemo, da ustvarimo takšen brand, ko si ga v resnici želimo, je, da načrtujemo glavne aktivnosti oziroma korake, ki nas bodo pripeljali do tega cilja. Zdaj, zadnjič sem poslušala en podcast enega pač večjega podjetnika v tujini in je v bistvu tudi delil zgodbo, kako je v bistvu na začetku svoje poti delal z strankami in potem se je zjutraj zbudil in ko si je spomnil, s kom ima opravka tisti dan, mu je bilo tako zelo težko, nisem mu dalo vstati, nisem mu dalo delati in je v bistvu si želel, da bi imel šefa, ki bi ga odpustil iz tega delovnega mesta. In potem je rekel, ampak mi imamo to moč, da lahko v bistvu v vsakem trenutku sami spremenimo in prilagodimo tako, da bo v bistvu nam okej. In če z nekom recimo ne želimo delati, lahko komot to tudi spremenimo. Mogoče ne čez noč, ampak če si zastavimo nek cilj in mu potem gremo po korakih do tega cilja, bomo seveda prej ko slej prišli do tega cilja. In če smo čisto iskreni,
tukaj, kaj nas loči od tega, da mi pridemo do cilja, je samo to, ali mi obupamo. Je odvisno samo in izključno od nas. Tudi če se nam na poti mogoče zatakne do tega cilja in ne vemo, kaj je naslednji korak, je mogoče naslednji korak ta, da si poiščemo pomoč. Nekdo, ki nam bo pa pomagal preskočiti čez to oviro. In vsi seveda imamo to moč in vsi lahko pridemo do željenega cilja oziroma do cilja, ki si ga v 2025 ali pa tudi za dlje časa naprej tudi ustvarimo. In seveda potem ne rabim verjetno govoriti, ko pridemo do tega cilja oziroma da tudi na tej poti uživamo, ker vemo, da se približujemo cilju, da optimiziramo svoj posel in tako naprej, postanemo običajno ne samo, da si osvobodimo mogoče več časa, da pridobimo več denarja, da imamo bolj jasno sliko, kaj je naprej, da res začnemo živeti svoje življenje v polnosti, tako poslovno kot tudi zasebno. In ko si dovolimo v bistvu ustvarjati znotraj nekega projekta in nismo zmeraj samo na tem koleščku, kaj bi še lahko, kaj bi še morali in tako naprej, je to na nek način tudi lahko nam, vsaj pri meni, iz mojih izkušenj, je to ena taka velika svoboda. Ker smo potem se lahko res posvetimo temu, kar imamo načrtovano nekemu projektu, damo tam v flow, damo tam to svojo kreativnost in ne trošimo, če tako rečem v narekovajih, te svoje kreativnosti za to, da zmeraj odgotavljamo in iščemo neke nove korake in pa kaj bi še lahko. Okay? Zdaj pa gremo kar na hitro planirati, kako lahko pridemo v 2025 do takšnih ciljev. Zdaj, še preden pa seveda bomo planirali, bi rada, da se ustavimo za sekundo in praznujemo to leto, teh 12 mesecev, skoraj že do konca, ki je bilo zdaj pred nami oziroma za nami, in bi ti v bistvu te pozvala, da si postaviš vprašanja, lahko pišeš, lahko samo razmišljaš o tem, ampak ne preskočiti tega delčka, ker je zelo pomemben, da tudi praznujemo. Da nismo samo na go, 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 ampak da se tudi ustavimo, pogledamo za nazaj in praznujemo, ker tako bomo tudi načrtovali lahko za naprej veliko lažje. Vprašanje, ki te nekako povabim, da si jih zastaviš, je, kaj ti je prineslo leto 2024? Kaj so bili mogoče tudi največji izzivi, ki si jih mogoče uspel čez njih iti v tem letu? Če se ne spomniš, lahko pogledaš mogoče tudi svoj koledarček, če ga imaš, kaj se je dogajalo, kaj so bili tisti največji izzivi, ki ti jih je uspelo, ali pa mogoče še ni uspelo iti čez njih, Pa mogoče tudi, po čem si boš zapomnil oziroma zapomnila leto 2024. Kaj je tisti ena zadeva na poslovnem področju in pa tudi na osebnem področju, da si rečeš, ok, leto 2024 pa si bom zapomnil oziroma zapomnila zaradi tega. In pa zadnje vprašanje, ki želim, da si ga sestaviš, je, od česa se želiš posloviti v tem letu. Kaj želiš odrezati, kaj je tisto, kar ti več ne služi in želiš dokončati in reči, ok, tega ne bom nesel oziroma nesla v leto 2025. Mogoče so to kakšna omejujoča prepričanja, mogoče je to, da v svojem poslu nekaj počneš, kar ne želiš več početi. Mogoče želiš, objavljaš na nekih veliko omrežjih in veš, da je to čisto preveč zate in si rečeš, ok, od tega se poslavljam, si zmanjšam delo. Poslavljam se mogoče od del, ki me ne vodijo naprej. Poslavljam se od tega, da zmeraj ne rečem ja, ampak da rečem ja samo tistemu, kar je zame zavibrira in je tisti ja, vsemu ostalemu rečem ne. Skratka, kaj je tisto, od česa se želiš posloviti? Novo leto je seveda super priložnost, da tudi nekako imamo nekako nov začetek lahko, čeprav to lahko tudi čez leto počnemo, ampak se mi zdi, da je zdaj konec leta v novem letu, pa še energija toliko večja in jo res lahko maksimalno tudi izkoristimo. Ok, in zdaj poglejmo še, kako načrtovati naslednje leto. Kako se lotiti, da bo načrt oziroma da v 2025 ti res uspe maksimalno narediti takšen brand, takšen posel, ki si ga želiš. Kje začnemo? Začnemo v bistvu zelo pomembno vprašanje,
je, da si zastavimo sploh, kakšen brand si želiš. O kakšnem brandu sploh sanjaš. Kaj je v bistvu tisto, kar si zares želiš. In tukaj je fajn, da smo zelo specifični, da smo zelo natančni, da smo zelo jasni. Ne samo, da je nekaj boljše ali pa večje ali pa bolj uspešno, ampak kaj pomeni to zate. In za vsakega izmed nas bo pomenilo to nekaj drugega. Nimamo enakih odgovorov. Naslednje vprašanje, ki želim, da mogoče razmisliš o njem, je, kako se želiš počutiti v letu 2025. Kako želiš pristopiti, kako se želiš večino leta počutiti, kaj želiš, da je tisti občutek, glavni občutek v tem letu, ki si ga želiš. A je to mogoče sproščenost, a je to mogoče upočasnjenost, a je mogoče to, da nisi skozi na go, če si zdaj, a je mogoče to kaj čisto tretjega. Se pravi, kaj je tisti glavni občutek, ki ga želiš zbuditi v leto, ki prihaja. Okay? In zdaj se poskušaj, v bistvu se prestavimo na konec, na december leta 2025. Torej, prestavimo se skoraj za eno leto v mislih naprej in poskusi se vprašati, če zdaj je Silvestrovo, praznujemo zaključek leta, kaj je tisto, po čemer si želiš zapomniti ali pa kaj želiš takrat praznovati, konec leta. Kaj je tisto, kar si želiš reči, uspelo mi je, čeprav mogoče sem na začetku ali pa danes dvomiš, da je možno. Kaj želiš, da je leta 2025, decembra, želiš praznovati? In spet, bolj ko imaš specifično, to želim praznovati, bolj bo lažje planirati leto. In bolj verjetno lahko potem tudi rečeš, sem uspel, sem uspela ali pa ne. Oziroma praznuješ vse, kar te je uspelo. To so mogoče 3 taka vprašanja, ki so res zelo zanimiva in meni zmeraj dajo veliko jasnosti, da se res vprašamo, da res prisluhnemo sami sebi, da pogledamo, kaj je pa tisto, kaj bi me res prižgalo, kaj je tisto, kar bi me res spodbudilo in tako naprej. Okay? In potem seveda začnemo postavljati vizijo. Vizijo za leto 2025. Jaz vedno zagovarjam, da je fajn, da sploh če gledamo zdaj bolj poslovno področje, čeprav ne smemo zanemariti seveda tudi osebnega področja, kaj je vizija za tvoj posel. In jaz nekako priporočam zmeraj, pa tudi sama planiram na ta način, da pokrijem vse 3 glavne stebre. Zakaj? Zaradi tega, ker ko so ti 3 glavni stebri pokriti, potem vem, da ni šanse, da moj posel oziroma brand ne bi bil uspešen. Okay? In se lahko vprašamo, kakšna je vizija za moje prihodke v 2025. Tukaj govorimo o poslu, zato je čisto normalno in zelo pomembno, da govorimo o prihodkih. Tukaj je zelo dobro tudi, da si zastavimo jasne, specifične cilje, ne samo, da bom več zaslužil ali pa ne samo, da bom dovolj zaslužil za položnice, ampak številka. Koliko je ta številka? In še bolj specifično, ne samo, da si rečemo, v naslednjem letu želim zaslužiti 50 000 evrov, ampak recimo, kdaj jih želim oziroma kdaj je nekako plan, da jih zaslužim, torej v katerem delu leta ali pa če je to razporejeno. Mogoče, velikokrat se zgodi, da so poletni meseci za marsikoga lahko bolj mrtvi. Seveda takrat mogoče ne bomo potem planirali nekega velikega zaslužka ali pa se odločimo, da bomo takrat naredili, nekaj specialnega. Torej vzamemo nekako v misli glede na naš posel in potem torej v katerih letih, lahko je tudi po mesecih, koliko mora biti zaslužka, da prideš do tega željenega cilja. In tudi kaj in koliko moraš tega prodati oziroma cenovni razredi, da lahko prideš do tega zaslužka. Primer, če jaz želim zaslužiti vsak mesec 5000 evrov in so moje to, kar prodajam, recimo, da bi prodajala nekaj za 25 evrov, potem si moraš zračunati, koliko strank moraš dobiti oziroma moraš nekako pridobiti, da zaslužiš teh 25 evrov. In seveda, če vidiš, da je to ogromno strank, potem je mogoče smiselno razmisliti tudi, ali
se vključi kakšna druga, mogoče malo višja cenovna ponudba, ki ti bo lažje prišla do tega tvojega cilja. Imeti nizkocenovne ponudbe je lahko za podjetje zelo drago in dejstvo je, da to si moramo, nizkocenovne ponudbe je tako, da jih je ne fajn imeti na začetku, ampak jih je v bistvu fajn imeti takrat, ko si jih zares lahko privoščimo. Običajno pa na podjetniških poteh mislimo, da je ravno obratno, da začnemo ful poceni, potem pa bomo že dobili stranke, ampak ni čisto tako. Bolje v tej vrednosti, ne govorim, da zdaj nabiješ ceno pa misliš, da bojo zdaj kupovali, ampak da pač razmisliš tudi o neki bolj mogoče celostni podpori, o neki celostni rešitvi, ki si jo tvoje stranke želijo. Se pravi, vizija za prihodke. Kaj so prihodki, ki si jih želiš dobiti? Torej, zelo specifični. Naslednji steber je prepoznavnost. Kako bomo gradili prepoznavnost? Ker dejstvo je, da če ne gradimo sproti na naši prepoznavnosti, potem seveda bomo nekako prišli enkrat izčrpali te naše stranke, ki jih imamo, in če ne pridejo v našo skupnost nove stranke, potem bomo hitro nekako začeli stagnirati oziroma celo mogoče, če nimamo ponavljajočih strank, bo naš posel torej zelo trpel. Zato je vedno fajn, da delamo tudi na prepoznavnosti. In delo na prepoznavnosti ne pomeni, da objavljamo redno na družabnih omrežjih. To je samo en mini delček, ki ga lahko imaš v svojem poslu ali pa tudi ne. Ampak grajenje prepoznavnosti ne pomeni samo družabna omrežja, ker to vidim najbolj pogosto, saj jaz objavljam in to mi vzame ogromno časa. Treba razumeti, organski doseg na družabnih omrežjih je v tem času zelo, zelo nizek. In če mi vlagamo vse na to, da smo odvisni od družabnih omrežjih, da bomo gradili svojo prepoznavnost, gradimo posel in pa brand, ki je zelo, zelo nevaren. Zato te povabim, da začneš razmišljati širše, da si osvobodiš, da prideš do večje prepoznavnosti, da prideš hitreje do novega občinstva. Kaj je tisto, kako lahko narediš? Mogoče lahko s kom sodeluješ, s kom si želiš ti sodelovati in na kakšen način. Mogoče lahko kaj organiziraš, kakšne dogodke, mogoče summit, mogoče pogovore, intervjuje, nov podcast. Kaj je tisto, kar ti je res fajn delati, kar ti je tisto, po domače rečeno, tudi malo zagušt. In vprašaj se tudi, kaj ti je v preteklosti delovalo in kaj ti ni. Tukaj je fajn iti malo tudi pogledati, odkot so prišle tvoje stranke, odkot pride največ novih obiskovalcev in tako naprej. In pa seveda, da se vprašaš, ali moja vizualna podoba na prvem mestu izraža vrednote mojega brenda in pa ali pritegne moja vizualna podoba, ki je nekako prvi stik običajno z potencialnimi strankami, tiste idealne stranke, ki si jih zares želim. In bolj seveda, ko greš tukaj na specifičnost, na prepoznavnost, da si določiš nekaj, kako gradiš svojo prepoznavnost, boljše bo. Kaj to pomeni, da si določiš, če objavljaš na družabnih omrežjih, kolikokrat na teden objaviš. Če se odločiš organizirati večji event, dogodek, kolikokrat na leto bo organiziran ta dogodek. Če želiš imeti svoj nov podcast, recimo, ali pa snemati YouTube videe, kako pogosto boš objavljal oziroma objavljala. In seveda ne pozabite, pri tem je lahko tudi naša spletna stran čudovito gradi organsko našo prepoznavnost. In če vlagaš v svojo spletno stran, da je bolj vidna na družabnih omrežjih, da jo ljudje med sabo si podelijo, ker imaš tako super vsebine, ker imaš nekaj zelo uporabnega, lahko čisto organsko gradiš na dolgi rok, da enkrat vložiš delo in žanješ rezultate skozi, tudi na prepoznavnosti. In če je spletna stran tvoj cilj, da si jo izboljšaš in da v naslednjem letu res jo narediš maksimalno dobro, da ti bo osvobodila čas, da bo gradila prepoznavnost in tako naprej in bo asistent pa prodajalec, potem naj bo to tudi nekaj izmed tvojih ciljev v tvojem planu. Potem pa še tretja komponenta je pa učinkovitost oziroma razvoj. Zdaj, fajn je, da zmeraj imamo kakšen projekt, ki dela tudi na razvoju oziroma poskrbi za učinkovitost na našem poslu. Da seveda sproti skrbimo, da je vse čim bolj učinkoviti procesi
ampak da imamo tudi mogoče kakšne razvojne projekte, ki nam na dolgi rok bodo potem pomagali pri samem delu, a ne kot neki pomočniki. Ali so to mogoče avtomatizacije, ali so to neki lijaki, ali so to mogoče lijak, ki bo ogreval čisto nove hladne, ki še nikoli niso slišali zate, in jih potem peljal do nakupa. A ne? Če te zanima več o tem, najdeš pri meni tudi spletni tečaj, zelo taki celostni, ki ti bo pri tem, ki te po korakih vodi, a ne? In ima zraven tudi vse predloge, kaj potrebuješ, kaj napisati, da bodo ti koraki smiselni. To najdeš darilo.2.0 je ime programa, če te zanima, lahko pogledaš na moji spletni strani mod.si ali pa bom pustila tudi spodaj link do tega darila 2.0, ki je res fantastično investicija, če mene vprašaš, je fantastična investicija za to, da si res zgradiš en super lijak. Ne? In če je to nekaj, kar si v naslednjem letu ali pa že letos želiš narediti, potem naj bo to tudi v planu. A ne? Mogoče bo eden izmed razvojnih projektov tudi tvoja spletna stran, ki jo želiš spremeniti iz okraska v prodajalca. Recimo, a ne? Ali pa da znižaš stroške naročnine, mogoče ima zdaj cel kup nekih naročnin za kakšne programčke in tako naprej in lahko jih v bistvu tudi znižaš, a ne? In jih nadomestiš seveda z nečem, kar mogoče bo bolj učinkovito. Okay? Zdaj pa bonus, bi jaz rekla še je pa, da delaš, oziroma da načrtuješ tudi delo na sebi. A ne? To se mi zdi, da je eno tudi bolj pomembnih komponent, da v bistvu to je fajn nek projekt, če tako rečem, bolj osebni, a ne? Kjer zmeraj delamo na osebni rasti, kjer gremo čez blokade, ki nas trenutno držijo na mesto, da puščamo za sabo, kar želimo pustiti, mogoče si daš kakšne izzive lahko za naslednje leto, ki ti bodo pri tem pomagali, mogoče uvedeš v svoj urnik neke aktivnosti, ki ti bodo pomagale, naprimer, da vsak dan meditiraš 5 minut, ali pa da si vzameš najprej zjutraj 90 minut za delo na svojem poslu, a ne, ker drugače včasih zbeži nam čas, pa se nam zdi, da nismo nič pametnega naredili. To jaz redno uporabljam in zmeraj, ko priporočam nekomu to, potem velikokrat dobim nazaj, da so poskusili in da je to nekaj vrhunskega, da sploh ne morejo verjeti, da samo 90 minut na dan, prvo, ko začneš delavnik, nameniš svojemu poslu in da so potem rezultati seveda enormno veliki. A ne? Če želiš imeti kakšen večji izziv, recimo je tudi 75 hard, kjer je mogoče bolj za vzdržljivost. To imam zdaj jaz, ravno sem v tem procesu in je ful zanimivo. Kjer imaš 5 pravil, a ne? Da narediš na dan dve vadbi, workouta, a ne? Eden je lahko znotraj, eden mora biti zunaj, ne smeta se skupaj držati in trajata vsak 45 minut. Da spiješ 4 litre vode, da se držiš nekega jedilnika oziroma prehrane, ki te vodi do boljših rezultatov, ki si jih želiš. A ne? Narediš vsak dan eno slikco in tako naprej, skratka lahko vse prebereš več, najdeš na spletu. Skratka, najdi si nekaj, kar te bo podprlo, kar te mogoče da malo izven cone udobja in ti bo pomagalo na osebnostni rasti. Mogoče je čas, da stopiš v stik mogoče z kakšnim coachom, z kakšnim terapeutom, da ti pri tej poti tudi pomaga. Se mi zdi, da je to ena taka res pomembna komponenta, ki je fajn, da jo nekako upoštevamo in imamo tudi skupaj. Tako da zelo bom vesela, da če odgovarjaš na vprašanje ali pa da napišeš nek povzetek in ga deliš spodaj v komentarju, oziroma da zapišeš, kaj je tisto ena zadeva, po katerem želiš, da bo tvoje leto 2025 prepoznano oziroma ostalo ti v spominu. Tako da, to je to za danes. Jaz ti pa želim veliko uspehov pri planiranju in seveda tudi pri izvedbi. Uživaj in en čudovit dan ti želim. Čau, čau. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.